Tradicionalni četrtkov koncert sprostitve in zabave v sklopu Jazzintija je letos v premierni izvedbi izvedla avstrijsko-italijanska naveza. Vodja zasedbe Rafael Vresnik velja za enega najboljših hamondistov na mednarodni jazz in blues sceni. Njegovo igranje je hkrati elegantno in eksplozivno. Gre v bistvu za naš standardni organski trio Lukas Knofler z Dunaja na bobnih in Enrico Crivellaro na kitari, dodali pa smo še trobilno sekcijo, zato tudi smo Rafael Vresnik in The Big Boogaloo Horns. Igramo veliko ritem bluza, soula, funka in upam, da bo to ljudem všeč. Kako tesno pa je povezana zgodba bluza in jazza? Mislim, da gre v bistvu za eno stvar, spadata skupaj. Blues kot korenine, jazz pa se je razvil paralelno. Zame gre bolj ali manj za isto stvar. Glede na to, da je band prvič igral v taki zasedbi, so na odru preizkusili tudi nekaj novih stvari. Improvizacija je zelo pomembna, sicer imamo neko osnovno melodijo, vendar se sproti razvijajo ideje in improvizacija je znotraj tega zelo pomembna. Za ta band pa je zelo pomembna tudi sofistikacija, slog in žanri. Žanri New Orleansa, Memphisa in hkrati lastne ideje. Vresnik sicer temelji na zapuščini velikih tradicionalnih jazz organistov, kot so Jimmy Smith, Jack MC Duff, Jimmy McGriff, Groove Holmes. Poleg tradicije pa se njegov način igranja naslanja tudi na moderne sloge, ki jih gojita na primer John Medeski ali Larry Goldings. Všeč mi je veliko glasbenikov, a vseeno pišemo lastne pesmi. Všeč mi je glasba New Orleansa ter soul in jazz. Veliko vplivov, ki jih združiš in narediš lepo mešanico. Sicer pa je jazz v Avstriji, kjer domuje naš sogovornik, na zavidljivo visokem nivoju. Avstrijo ljudje dojemajo kot državo z bogato glasbeno kulturo, še pomembnejša pa je klasična glasba. Ampak tudi nivo jazza v Avstriji se dviguje. Za visok nivo jazza v Sloveniji pa ima ključno vlogo prav Jazzinti. Veliko sem že slišal o Jazzintiju, nekaj prijateljev je tukaj mentorjev, ki so tudi že igrali tukaj in super je, da smo prišli tudi z mojo skupino. Pomemben del te skupine pa je gotovo tudi kitarist Enrico Crivellaro, ki pripada mladi generaciji italijanskih glasbenikov, ki v svojem igranju gojijo tako tradicionalni kot tudi moderni pristop v jazzu in bluzu, predvsem pa oba glasbenika odlikuje sproščenost in energičnost izvedbe, ki jo nesebično delita z občinstvom.